Intervjuji s slavnimi osebami običajno vsebujejo vprašanja o njihovih prihajajočih projektih in o vseh pomembnih dogodkih v njihovem življenju. Včasih pa takšni intervjuji zaidejo s poti, ko je postavljeno neprimerno vprašanje ali ko slavna oseba začne delovati nenavadno. In o teh trenutkih se običajno govori še desetletja kasneje. Številka 10. David Blaine je zaslovel s svojimi čarovniškimi triki in iluzijami, ki so ljudi že leta puščali brez besed. Znano je, da ima David Blaine stoičen izraz, tudi ko nastopa na odru ali na ulici. Toda med enim intervjujem leta 2001 je očitno šel s tem nekoliko predaleč. Sporni intervju je bil posnet za GMG-MTV oziroma Good Morning Television, ki je bila prva nacionalna ITV jutranja televizijska oddaja v Združenem kraljestvu. Intervjuval ga je Eamonn Holmes, znan voditelj v Združenem kraljestvu. In nikoli si ni mogel predstavljati, da bo pogovor z Blainom popolnoma enostranski. Ko je Blaine stopil na oder, ga je Holmes takoj predstavil, vendar je pogovor takoj zamrl, kar je vodilo do enega najbolj neprijetnih in nerodnih intervjujev vseh časov. Holmes bi polispibli vprašanje, Blaine pa bi ga le gledal brez kakršnih koli čustev in brez želje po odgovoru. Namesto tega je dvignil roko z dlanjo obrnjeno navzven in Holmesu večkrat pokazal zlo oko, ki ga je sam narisal nanjo. Holmes je končno vprašal, čemu je namenjeno to oko, na kar je Blaine končno prekinil molk in rekel: zaščita. Holmes je vprašal, pred čim potrebuje zaščito. Blaine pa je brezizrazno odgovoril, da je to zaščita pred izgubo življenja. 18 let kasneje se je Blaine ponovno pojavil v oddaji, tokrat pa ga je intervjuvala Lorraine Kelly, še ena zelo znana voditeljica. Ona se je sklicevala na prejšnji pogovor in vprašala, zakaj Blaine ni želel ničesar povedati Holmesu. Rekel je, da je bil v zaodrju v garderobi okoli 7:30 zjutraj. Nenadoma je začutil, da bi bil trik s kartami, ki ga je pripravil, preveč dolgočasen za oddajo, zato si je izmislil alternativni načrt. Mislil je, da bi bilo zabavno, če bi med celotnim intervjujem ostal tiho. Kasneje je Holmes izjavil, da je bilo mučno prestati tisti intervju in da mu je povzročil veliko stresa. Kasneje se je Blaine opravičil Holmesu in mu celo pokazal nekaj trikov s kartami. Številka 9. Tom Cruise, slavni filmski zvezdnik, katerega ime je sinonim za filme Misija nemogoče, je skozi leta dal nekaj zanimivih intervjujev, kot je trenutek, ko je začel skakati gor in dol po kavču v oddaji Oprah Winfrey, potem ko je razkril, da hodi z igralko Katie Holmes. Večina njegovih intervjujev poteka po načrtih, Cruise pa na vprašanja odgovarja mirno in premišljeno. A drugi, ki se je zgodil 24. junija 2005, ni potekal po načrtih, posnetki tega incidenta pa so bili na spletu ogledani neštetokrat. Takrat so Cruiseovi oboževalci nestrpno pričakovali izid njegovega novega filma Vojna svetov, ki je temeljil na znanstveno-fantastični zgodbi H.G. Wellsa. Mnogi se ga spominjajo po tem, da je domnevno povzročil kaos, ko je bila zgodba predvajana v radijski oddaji pred mnogimi leti. Zato so bili navdušeni, kako se bo zgodba prenesla na veliko platno. Na omenjeni dan se je Cruise pojavil v oddaji Today Show, ki jo je takrat vodil Matt Lauer. Sprva je vse potekalo dobro, nato pa je Lauer postavil vprašanje, ki je očitno razjezilo Cruisa, in sledila je vroča izmenjava, o kateri se še danes govori. Do takrat sta govorila o prihajajočem filmu in o tem, da se bosta Cruise in Katie Holmes kmalu poročila. A vprašanja so nenadoma zavila v povsem nepričakovano smer. Lauer že govori o tem, da se je igralka Brooke Shields odločila za uporabo antidepresivov za zdravljenje poporodne depresije in o nekaterih komentarjih, ki jih je Cruise dal o tem. Predtem je Cruise kritiziral Shieldsovo in izjavil, da je njena uporaba teh zdravil ne samo nevarna, ampak tudi neodgovorna. Te izjave izhajajo iz njegove povezanosti s cerkvijo Scientologije in trdnega prepričanja te skupine, da psihiatrična zdravila povzročajo več škode kot koristi. Dodal je, da bi uporaba teh zdravil pri Shieldsovi spodbudila tudi druge novopečene matere, da bi ravnale enako. Nato pa je predlagal, da bi lahko poporodno depresijo zdravili z vitamini, vadbo in ustrezno prehrano. Ko ga je Lauer vprašal o teh komentarjih, ga je Cruise obtožil, da zagovarja ta zdravila, čeprav ni dovolj obveščen. Dodal je, da je psihiatrija zgolj psevdoznanost, kasneje pa se je opravičil in izjavil, da bi moral situacijo obravnavati z manj agresije. Številka 8. Nikoli ni dobra ideja, da zaidete s teme, ko intervjuvate slavno osebo, ne glede na to, kako škandalozno ali zanimivo je bilo njihovo življenje do takrat.
To je lekcija, ki se je David Letterman očitno nikoli ni naučil in njegova dejanja med intervjujem z igralko Lindsay Lohan leta 2023 so pogosto navedena kot dokaz za to. Tistega leta se je Lohanova po kaotičnem obdobju v svojem življenju vrnila k igranju. Postala je odvisna od alkohola in prepovedanih substanc, ter je večkrat bivala v rehabilitacijskih ustanovah, večinoma brez pravega učinka. Da bi bilo še huje, se je pojavila v nizu filmov, ki so propadli na blagajnah in njen ugled je bil močno načet. A vrnila se je in naj bi nastopila v filmu in humoristični seriji, in sicer Strašni film 5 ter Obvladovanje jeze. Sprva sta se pogovarjala o prihajajočem filmu in videti je bilo, da se imata lepo. Toda potem je Letterman nenadoma spremenil tok intervjuja in postal napadalen do Lohanove, ki je bilo očitno neprijetno. Najprej jo je vprašal, ali bi morala biti v rehabilitacijskem programu, na kar je odgovorila, da bo šla v ustanovo 2 maja in tam ostala 3 mesece. Letterman jo je vprašal, kolikokrat je bila že v rehabilitaciji, Lohanova pa je odgovorila, da večkrat. Ko so jo vprašali, zakaj gre v rehabilitacijo, je Lohanova postala še bolj nelagodna in povedala, da o takšnih vprašanjih prej niso govorili. Toda Letterman je vztrajal in postavljal vprašanje za vprašanjem, kljub temu, da je Lohanova predlagala, naj preidejo na drugo temo. Na neki točki ga je oštela s solzami v očeh in povedala, da njeno fizično in duševno zdravje ni nekaj, iz česar bi se on smel norčevati. A tudi to nanj ni imelo nobenega učinka. Na to je namignil na dejstvo, da so jo nekoč ujeli pri kraji zlatega ogrlice v vrednosti $2500 in rekel, da bi morala priti v oddajo s še vedno pritrjeno etiketo na obleki. Medtem ko se je Letterman soočal z ostrimi kritikami zaradi svojega na videz brezbrižnega načina intervjuvanja, je Lohanova poskušala vse skupaj vzeti z nasmehom, medtem ko si je brisala solze z obraza in rekla: "Rada te vidim." Številka 7. Hollywoodske igralke, supermanekenke in pevke so pod stalnim pritiskom, da ohranjajo nizko telesno težo, zaradi absurdnih lepotnih standardov, ki jih je postavila filmska industrija. In v mnogih primerih so kritizirane takoj, ko se zredijo, že za kakšen kilogram, bodisi strani svojih oboževalcev ali hollywoodskih direktorjev. Danes je to vrstno sramotenje telesa popolnoma nesprejemljivo. Zato se je na spletu ponovno pojavil intervju med Howardom Sternom in Anno Nicole Smith iz leta 2002, pri čemer mnogi kritizirajo Sterna zaradi njegovega groznega vedenja. Smithovo je navdihnila Marilyn Monroe, da je postala filmska zvezda, vendar je to pomenilo, da bo dolga leta podvržena enakim standardom kot njen idol. Pogosto se je pojavljala v tabloidih, ki so jo sramotili zaradi prekomerne telesne teže. Komiki pa so jo pogosto uporabljali kot tarčo številnih šal. V času intervjuja je Smithova igrala v svoji lastni resničnostni seriji z naslovom The Anna Nicole Show. Pojavila pa se je tudi v oddaji Howarda Sterna, kjer sta razpravljala o seriji, vendar so stvari kmalu ušle izpod nadzora. V eni izmed prejšnjih epizod so Stern in njegovi gostje razpravljali o teži Smithove, pri čemer je voditelj namignil, da naj bi tehtala okoli 300 funtov, ter dodal, da ne razume, zakaj sama ne misli, da je težka. Nato so se odločili staviti na njeno težo. Sternova sovoditeljica Robin Quivers pa je menila, da je to odlična ideja, namesto da bi branila Smithovo, kot bi po mnenju njenih oboževalcev morala. Nato so uredili, da Smithova pride v studio na intervju in tako je zahtevala pojasnilo, zakaj jo Stern imenuje pretežko. Odgovoril ji je, da se ne oblači kot ženska, ki ve, da je pretežka, a Smithova mu je odgovorila, da se zaveda, da je velika ženska, če citiramo njene lastne besede. Kar je sledilo, je šokiralo oboževalce. Stern je poskušal prepričati Smithovo, naj stopi na tehtnico, da bi jo štetali, in razkril je, da je stavil denar na rezultat. Ko je zavrnila, so ji večkrat zakričali, naj stopi na tehtnico in ji ponudili $3000, a je še vedno zavrnila. Intervju je postal izjemno napet, Smithova pa je leta kasneje, potem ko je precej shujšala, zahtevala opravičilo. Vendar Stern nikoli ni ponudil nobene oblike opravičila. Smithova pa je na koncu umrla, ne da bi Stern kdaj spoznal, kako škodljiva so bila njegova dejanja in da so njegove pripombe verjetno prispevale k njenemu krhkemu duševnemu stanju in končni smrti. Številka 6. Courtney Love, bivša žena grunge legende Kurta Cobaina, ni neznanka za škandale. Desetletja se je borila z alkoholom in prepovedanimi substancami. Nekateri pa so celo trdili, da je bila odgovorna za Cobainovo smrt, čeprav to nikoli ni bilo dokončno dokazano. Lovova je bila skozi leta deležna kritik, ker se je pogosto pojavljala na odru s svojo skupino Hole, močno opita, pa tudi zaradi zelo javnega spora z nekdanjim bobnarjem Nirvane in trenutnim pevcem skupine Foo Fighters, Daveom Grohlom.
Eden njenih najnižjih trenutkov je prišel leta 1995, ko je Lavova obiskala podelitev MTV Video Music Awards. Ob prihodu je očitno opazila, da Madonna daje intervju Kurtu Loderju in se je odločila, da nepričakovano stopi v središče pozornosti. Najprej je začela metati pudre v pevko, ki jih je vzela iz svoje torbice. Videlo se je, kako Madonna zmedeno gleda Love, kar je Love očitno razumela kot povabilo, da se pridruži intervjuju, čeprav to ni bilo. Madonna je prosila Loderja, naj ne povabi Courtney Love na oder, in slišati je bilo, kako je rekla: Courtney Love trenutno nujno potrebuje pozornost. Usedla se je na enega od stolov in popolnoma prevzela intervju, kar je Madonno očitno razjezilo. Ignorirala je osebni prostor vseh in primerjala svoje čevlje z Madonninimi. Neto je govorila o delu v bolnišnici in o tem, kako je postala slavna, vendar je večina povedanega zvenela kot blodnje in ne kot smiselni stavki. Postalo je jasno, da je bila izjemno opita in kmalu sta se oba pevca zapletla v besedno vojno. Madonna je omenila lavino zasvojenost z nedovoljenimi substancami, vendar se je zdelo, da Love tega sploh ni opazila in je kar naprej blodila. Madonnina predstavnica za stike z javnostjo se je na koncu odločila posredovati in ko je pevko pospremila z odra, je bilo videti, kako Madonna pošilja poljub v smeri Love, saj je očitno izšla kot zmagovalka 4-minutnega prepira. Obenem je Love zdrstila nazaj in padla s stola, Loder pa je priskočil na pomoč. To je nenadoma prekinilo intervju, saj so kamere obrnili stran od prizora in tako pomagali Love ohraniti nekaj dostojanstva. Ta dogodek je postal razpit v glasbeni industriji, Madonna pa je kasneje zapisala, da je vedenje Love tistega dne le še en razlog, zakaj se je treba izogibati prepovedanim substancam. Številka 5. Joan Rivers, slavna igralka, komičarka, producentka in voditeljica oddaj, je umrla septembra 2014 v starosti 81 let. Bila je izkušena in zelo znana osebnost, plodovita intervjuvanka, zato jo je užalila linija vprašanj med intervjujem CNN-ovo Frederico Whitfield le nekaj mesecev pred njeno smrtjo. Takrat je Riversova vodila oddajo z imenom Modna policija, katere namen je bil povabiti več zvezdnikov v studio, nato pa so si ogledovali obleke drugih zvezdnikov z rdeče preproge. Poleg tega je promovirala svojo knjigo Dnevnik besne dive. Čeprav se Modna policija morda zdi kot lahkotna zabava, se je oddaja običajno sprevrgla v niz žaljivk in norčevanja iz izbire oblačil drugih ljudi. Joan Rivers bi vodila oddajo vse do svoje smrti, kar bi bilo tudi povod za intenziven intervju s Frederico Whitfield. Sprva se je zdelo, da pogovor poteka po načrtu, saj sta ženski razpravljali o karieri Joane Rivers in stvarih, ki so se dogajale v njenem življenju. A eno vprašanje bi popolnoma spremenilo razpoloženje intervjuja in Whitfieldova se ne bi mogla pobrati. Ko so ji rekli, da je njena oddaja Modna policija zlobna, je Joanna Rivers postala vidno vznemirjena in izjavila, da ni zlobna do svojih slavnih kolegov, ter dodala, da preprosto govori resnico, ko kritizira njihove modne izbire. Nato je opozorila na dejstvo, da je Riversova na naslovnici svoje nove knjige nosila pravi krzneni plašč, čeprav je dolga leta trdila, da je aktivistka za pravice živali. Riversova je odgovorila tako, da je vprašala, ali Whitfieldova nosi prave usnjene čevlje, nato pa je intervjuvarki rekla, naj utihne. Ali je Whitfieldova napačno razumela situacijo, ostaja neznano, vendar je še naprej vztrajala pri vprašanju, zaradi česar je Riversova popolnoma izgubila živce. Nato je začela besneti in izjavila, da je intervju postal obramben. In Whitfieldova je naredila vse, kar je lahko, da bi zadevo omilila, vendar je imela Riversova dovolj, si takoj snela slušalko in napovedala, da odhaja. Preden je to storila, je poudarila, da je bila intervjuvarka ves čas negativna in dodala, da je bilo krzno njenega plašča do takrat staro že 15 let. Nato je svojo knjigo jezno odložila in nenadoma odšla. Whitfieldova pa je ostala v dvomih, kaj se je pravzaprav zgodilo. Številka 4. Veliko profesionalnih rokoborcev, kot so John Cena, Grobar, Stone Cold Steve Austin, je povedalo, da je najbolj nadležno vprašanje, ki ga dobijo med intervjuji, ali je njihov poklic lažen. Večkrat so pojasnili, da je zgodba res da vnaprej napisana, vendar so akcije v ringu izjemno nevarne in lahko zlahka pripeljejo do resnih poškodb ali še hujšega, kot se je že zgodilo v preteklosti. Sredi 90-ih let je bila profesionalna rokoborba bolj priljubljena kot kdajkoli prej. Ena izmed najbolj ikoničnih zvezd tega športa, Grobar, pa je skupaj s svojim kolegom Vaderjem sedel na intervjuju za televizijsko oddajo Dobro jutro Kuwait. Oba sta odpotovala v Kuwait, da bi promovirala WWE-jevo turnejo po Bližnjem vzhodu. Intervju pa je z njima upravljal voditelj oddaje Bassam Al-Auta, ki očitno ni vedel veliko o profesionalni rokoborbi.
Naredil je napako, ko je grobarja vprašal, ali je rokoborba ponarejena, in tako je postalo jasno, da mu ta vprašanja niso bila všeč. Poskušal je ostati profesionalen in je podal dolg odgovor, v katerem je pojasnil, da so gibi vnaprej dogovorjeni, vendar so poškodbe zelo resnične in je vpletenih veliko nevarnosti. Hoffman se je zdel zadovoljen s tem odgovorom, vendar medtem ko je postavljal naslednje vprašanje, Vader ni mogel več molčati in slišalo se je, kako je rekel: Moj bister kolega, svetovni prvak v težki kategoriji, je zelo diplomatska oseba. Morda nisem tako diplomatski, pravzaprav se mi tvoje vprašanje in tvoje pripombe zdijo žaljive do tega, kar počnem. Povedal je, da bi rad odgovoril na isto vprašanje, saj mu voditelj ni nikoli dal priložnosti, da bi spregovoril. Povedal je, da večina moških ne bi mogla vsak dan stopiti v ring, tako kot on, in da če bi lahko, bi to tudi počeli. Ko je Hoffman poskušal odgovoriti, je Vader nenadoma skočil s svojega stola in zagrabil voditelja za kravato, ter ga vprašal, ali se mu zdi njegova trenutna situacija lažna. Nato je povabil Hoffmana, naj pride tisti večer v ring in se pomeri z njim, vendar ga je voditelj, vidno pretresen, prosil, naj se pomiri. Vader je nadaljeval in rekel, da ni tam zato, da bi ga žalili, nato pa je grobo izpustil njegovo kravato. Danes ostaja eden najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini intervjujev v rokoborbi, zaradi katerega je bil Vader 10 dni pridržan pri policiji. Številka 3. Soustanovitelj World Wrestling Entertainment Vince McMahon se je leta 2001 usedel na intervju v živo z Bobom Costasom. In to, kar se je zgodilo tisti dan, mnogi še vedno štejejo za enega najbolj eksplozivnih soočenj v živo v zgodovini kabelskega športa. Intervju je verjetno šel v napačno smer zaradi dejstva, da McMahon ni bil vajen prejemati kritik, saj je bil ustanovni član ene najuspešnejših športnih zvez v vsej zgodovini. Leta 2018 je ustanovil FXL, nogometno ligo, za katero je McMahon upal, da bo konkurirala NFL. To je bilo skupno podjetje med WWE in NBC. Prva tekma med Las Vegas Outlaws in New York, New Jersey Hitmen pa je bila odigrana 3. februarja 2001. Ideja je bila nova, vendar so se, kot je pogosto pri športih striki, navijači kmalu začeli naveličevati. In ker je takrat izpostavljena zgodba v WWE postajala dolgočasna, je bil McMahon pod velikim pritiskom. V tem času se je usedel s Costasom in potem, ko je predstavil svojega gosta, je voditelj takoj omenil, da so gledanost XFL padle za 75% v primerjavi s prvim tednom. In povedal je, da so tekme dosegle najnižjo gledanost v času največje gledanosti na televiziji in vprašal, ali lahko McMahon zagotovi več tekem naslednje leto. Odgovor je bil nikalen. McMahon je kasneje izjavil, da ga je začel Costasov nezmožnost ostati pri temi jeziti in ker je postalo jasno, da ga Costas iz neznanih razlogov poskuša diskreditirati. Costas je nenehno prekinjal njegove odgovore in po McMahonovih besedah se je obnašal, kot da je boljši od njega. Na neki točki, potem ko ga je Costas ponovno prekinil, se je McMahon nagnil naprej na stolu in mu rekel, naj utihne, medtem ko odgovarja na njegovo vprašanje. Dodal je, da Costas nima pojma, o čem govori, in oddajo poimenoval program prekinjanja Boba Costasa. Costas je pojasnil, da ga s tem želi držati v pripravljenosti. Nato ga je ponovno prekinil, da bi zaključil intervju, McMahon pa je kasneje izjavil, da bi ga, če bi bil Costas malo večji, verjetno napadel v živo na televiziji. Številka 2. Robert Blake je debitiral kot igralec, ko je bil še otrok, v kratkem filmu z naslovom Veseli izvidniki, ki je izšel leta 1939. Potem je imel uspešno in bogato kariero v filmski industriji, vendar njegovo življenje ni bilo brez sporov. Veliko ljudi verjame, da je Blake odgovoren za smrt svoje žene, Bonnie Lee Beckley, leta 2001, vendar to nikoli ni bilo dokazano in njen primer je pri oblasti še vedno naveden kot nerazrešena skrivnost. Blake je bil edini osumljenec v primeru, vendar njegova krivda nikoli ni bila dokazana. Kasneje je bilo odločeno, da je dejansko odgovoren za njeno smrt in mu je bilo naloženo, da Buckleyjevi družini plača 30 milijonov. Leta 2012 je privalil intervju s kontroverznim Piercem Morganom, saj je želel promovirati svojo samozaloženo avtobiografijo z naslovom Zgodbe poredneža. Ko je Morgan začel postavljati vprašanja o primeru njegove žene, se je vzdušje v studiu spremenilo in jasno je bilo, da se je Blake začel jeziti. Povedal je, da je privolil govoriti o vsakomur, ki ga zanima knjiga, vendar je dodal, da je Morgana oprostil te dogovora, saj je verjel, da bo šlo za prijateljski intervju. Blake je nato vprašal Morgana, ali ve, zakaj je bil aretiran, na kar mu je voditelj odgovoril: povej mi.
Blake je preprosto odgovoril: "No, preden začneš postavljati vprašanja, naredi raziskavo," in se takoj izognil odgovoru na vprašanje. Blake je nato pojasnil, da je Beckley v svojem življenju prizadela veliko ljudi in dodal, da je nihče nikoli ni mogel najti, ko so jo potrebovali, saj je živela na različnih območjih ob različnih časih, imela 15 osebnih izkaznic in 15 kreditnih kartic. Potem, ko sta se poročila, je nenadoma vsakdo vedel, kje par živi, in le nekaj tednov kasneje je izgubila življenje. Rekel je Morganu, naj malo premisli o tem, medtem ko je bil vse bolj razdražen, ko je intervju napredoval. Intervju je bil prežet s kletvicami, saj je Blake nenehno opominjal Morgana. In na neki točki je obtožil intervjuvalca, da ga žali, ker postavlja vprašanja o primeru njegove žene. Morgan je ostal miren in vprašal Blacka, ali je pri zdravi pameti, na kar mu je Blake ostro odgovoril, da ne bo nikomur dovolil, da ga imenuje lažnivec. Občasno je preprosto navajal stavke iz svojih filmov in knjige ter obtoževal intervjuvalca, da je po njegovih besedah enak policistom, za katere je verjel, da si želijo, da bi preostanek življenja preživel v zaporu. Številka 1. Leta 1987 je slavni igralec Sean Connery privolil v nastop v pogovorni oddaji 2020, kjer ga je intervjuvala Barbara Walters. Razlog za intervju je bil pogovor o igralski karieri in osebni filozofiji Seana Conneryja, vendar je hitro postalo jasno, da je imela Barbara Walters v mislih druga vprašanja. Ostro se je odzvala na prejšnji tiskani intervju, v katerem je Sean Connery izjavil, da ne vidi nič narobe v tem, da fizično napade žensko, če je histerična in se ne more pomiriti. To je poskušal upravičiti z besedami, da ženske nikoli ne bi napadel na enak način kot moškega. In takrat se zdi, da je le malo ljudi to sploh opazilo. Šele med razvpitim intervjujem z Waltersovo so njegove izjave prišle na dan in zdel se je užaljen zaradi tega dejstva. Waltersova je ponovila komentarje, ki jih je izrekel, in ga vprašala, ali se spomni, kaj je rekel pred leti. Povedal je, da se spomni in da še vedno stoji za temi besedami. Waltersova, ki je bila vedno presenečena nad tem, ga je vprašala, ali meni, da je takšno vedenje sprejemljivo, na kar je Connery odgovoril, da ne misli, da je to dobro ali slabo. Pojasnil je, da verjame, da je vse odvisno od situacije in ali bi bil tak napad upravičen. Nedo ga je vprašala, v kakšni situaciji je to upravičeno, na kar je Connery odgovoril, da je to morda potrebno, kadar ženska ne pusti zadeve pri miru, za kar je menil, da so zelo dobre. Waltersova je bila očitno zgrožena nad Conneryjevimi izjavami in je dodala, da naj se pripravi na tisoče pritožbenih pisem užaljenih gledalcev, ki so si ogledali intervju. Connery bi leta kasneje izjavil, da je bila oddaja zmontirana tako, da ga je prikazala v slabi luči in da je bilo predvajanih le 20 minut iz 2 ur pogovora. Dodajal je, da je skušal Waltersovi pojasniti, da je veliko bolj škodljivo nekoga prizadeti psihološko kot fizično in je ponovil, da je to razložil tudi v knjigi, ki jo je napisal. Veržel je, da so bili njegovi komentarji med tistim intervjujem vzeti iz konteksta in imel je občutek, da ga je Waltersova izzvala, da bi rekel nekaj, s čimer se ni počutil udobno. Najlepša hvala vsem za ogled. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.